Slovenija in Italija sta usmerjeni v evropsko prihodnost, sodelovanje in zbliževanje. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je začela obisk Italijanske republike in Vatikana. Danes jo je na uradnem obisku sprejel italijanski predsednik Sergio Mattarella. Na sedežu Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo FAO se je sestala z generalnim direktorjem in odprla razstavo, posvečeno Svetovnemu dnevu čebel, o izzivih prehranske varnosti pa je spregovorila z izvršno direktorico Svetovnega programa za hrano WFP Cindy McCain. Rim, Italijanska republika, 19.5.2023. Sporočila za javnost, govori, mednarodne aktivnosti. Predsednica republike je sogovornika v pogovoru seznanila s prizadevanji slovenske manjšine v Italiji, da se čim prej skliče omizje za manjšine, ki deluje v okviru italijanskega notranjega ministrstva, kar je predsednik Mattarella podprl. Nasloviti je treba predvsem vprašanje uveljavitve zajamčenega zastopstva za slovenskega predstavnika v italijanskem parlamentu. Simbolnih korakov v preseganju razlik iz preteklosti je bilo v preteklem desetletju veliko, zato bova s predsednikom delala na tem, da bodo tudi naslednji koraki usmerjeni v evropsko prihodnost, sodelovanje in zbliževanje. In zagotovitev zajamčenega zastopstva bi zagotovo lahko bil eden teh korakov, poudarja predsednica. Slovenska Nova Gorica in italijanska Gorica bosta leta 2025 soorganizirali tudi projekt Evropska prestolnica kulture, predsednika pa sta se danes dogovorila, da bosta častna pokrovitelja tega projekta, ki je vzorčni primer dobrega medsosedskega sodelovanja znotraj Evropske unije. Predsednika sta se v pogovoru dotaknila tudi problematike migracij, dogajanja v Ukrajini in situacije na Zahodnem Balkanu. Slovenija se zaveda potrebe po oblikovanju skupne azilne politike in v tej smeri tudi deluje. Sogovornika pa sta se strinjala, da bo treba vzpostaviti učinkovito in uravnoteženo upravljanje z migracijami in se boriti proti nezakonitim migracijam. Glede Ukrajine se predsednica močno strinjam z nedavno izjavo predsednika Mattarelle, v kateri je dejal, da mora mir, za katerega si prizadevamo vsi, odsevati pravičnost in mednarodno pravo. Za Slovenijo ostaja posebej pomembno nadaljevanje širitve Evropske unije na Zahodni Balkan. V tem procesu bo tehnično in politično še naprej pomagala državam regije pri približevanju EU, pričakujemo pa tudi sodelovanje Italije, ki ga je predsednik Mattarella danes pozdravil tudi drugih držav jadranske regije. Državi sicer najbolj povezujeta obe manjšini, dvostransko sodelovanje pa je intenzivno, razvejano in odlično. Italija je tretja najpomembnejša gospodarska partnerica Slovenije, predsednika pa si želita, da se bodo v prihodnje te številke še nadgradile. Poudariti moramo pomen opraševalcev in nasloviti izzive prehranske varnosti. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom čebel, ki ga letos obeležujemo šestič, je na sedežu Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo FAO potekalo tudi odprtje razstave ob tem pomembnem mednarodnem dnevu. Ob tem se je predsednica Pirc Musar sestala z generalnim direktorjem FAO Ku Dongjujem ter poudarila, da bo Slovenija še naprej nadaljevala s čebeljo diplomacijo in opozarjanjem na pomembno vlogo opraševalcev pri boju z lakoto. Največji doprinos čebel in drugih opraševalcev je opraševanje skoraj 3/4 vseh rastlin, s katerimi proizvedemo 90% svetovne hrane. Tretjina svetovne pridelave hrane je odvisna od čebel oziroma vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja. Problematiki prehranske varnosti bo jeseni posvečen tudi drugi predsedničin forum. Je pa predsednica o tej temi spregovorila z izvršno direktorico Svetovnega programa za hrano WFP Cindy McCain. Z akutno lakoto se je v letih 2022 po aktualnih podatkih mednarodnih organizacij soočalo preko 258 milijonov ljudi v 58 državah, kar je 65 milijonov več kot lani. To je izjemno zaskrbljujoč podatek in naloga razvitih držav je, da odločno naslovijo ta problem. V zadnjih letih smo v Sloveniji tako za 6-krat povečali finančna sredstva, ki naslavljajo to problematiko.
Aktivno pa opozarjamo na pomen inovacij, raznovrstnih živil in njihov lokalni izvor, odgovorno potrošništvo in vlogo mladih ter opolnomočenje žensk, ranljivih skupin in malih kmetov. Aktivnosti Slovenije na tem področju izpostavlja predsednica republike.